Feđa Štukan, nekdanji specialec, nekdanji psihiatrični bolnik, nekdanji narkoman in nekdanji aktivist. Pa še vedno filmski in gledališki igralec, pilot, padalec, avtor izjemne knjižne uspešnice, s katero vlogo pravzaprav najraje vidi, da ga predstavimo. Ja sam Feđa Štukan, otac Aje Štukan, to je dovoljno i najbitnije, ovo ostalo je sve hobi. Jaz sem Feđa Štukan, oče Aje Štukan, to zadostuje in to je najpomembnejše. Vse drugo so hobiji in zanimanje. To pa mi je najpomembneje. Le nekaj let starejši je bil od nje, ko se je v njegovem rojstnem Sarajevu začela vojna. Vanjo je komaj polnoleten vstopil kot specialec, odšel na bojišča okoli Sarajeva in videl neštete smrti. Osjetio u rukama puno toga, puno tih komada ljudskog mesa, ljudskih nogu, ruku, glava. Ne le videl, v rokah sem občutil veliko kosov človeškega mesa, rok, nog, glav, s krvjo prepojenih las. V rokah sem nosil človeško črevesje, vse to sem občutil milijonkrat. A prelomna točka, pri kateri se je odločil, da nikoli več ne bo streljal na sočloveka, ni bila človeška smrt. Bile su to 2-3 događaja u tih par dana koja su me promijenila. Ja sam stvarno u taj rat ušao sa tim primitivnim osjećanjem koje zovemo danas patriotizam, to je zapravo ništa drugo nego teritorijalnost zapravo u životinjskom svijetu. 2-3 stvari so se zgodile v nekaj dneh, ki so me spremenile. V to vojno sem vstopil s primitivnim čustvom, ki mu danes rečemo patriotizem, čeprav je to v živalskem svetu pravzaprav le boj za ozemlje. In to ni nikakršno vzneseno najvišje čustvo, pač pa najbolj osnovno in primitivno čustvo, ki ga imajo tudi insekti in ves živi svet. Ta patriotizem me je vodil, ne patriotizem v smislu mi Bošnjaki, te nacionalno obarvane zgodbe so mi povsem tuje. Bil sem Jugoslavan in še danes se ponosno predstavim tako, nimam nikakršnega kompleksa, saj sem se tam naučil človeških vrednot. Morda tisto ni bil najsrečnejši sistem, nismo imeli vsi veliko denarja, a smo se naučili, da smo solidarni in da smo tukaj drug za drugega, kar je zame pomembnejše. Posle Jugoslavija se raspala, ja sam ostao u Bosni i zamišljao sam Bosnu kao malu Jugoslaviju, gdje je zaista bilo i Hrvata i Bošnja, mrzim što ovo izgovaram, gadi mi se ove 3 riječi, Bošnjaka, Srba i Hrvata, povraća mi se od toga već 30 godina. Na sam pomen tih plemena. Ko je Jugoslavija razpadla in sem ostal v Bosni, sem si jo predstavljal kot malo Jugoslavijo, v kateri so bili tako Hrvati kot Srbi in Bošnjaki. Prav gabi se mi uporabljati te 3 izraze, prav na bruhanje mi gre že ob omembi teh plemen. No, predstavljal sem si, da bomo vsi skupaj branili Bosno pred komerkoli, tudi pred vesoljci. Branili bi jo tudi pred Bošnjaki, če bi jo napadli, ali pa Slovenci. Ni bilo pomembno. A počasi so Hrvati odhajali v hrvaško vojsko. Srbi so odhajali v svoja mesta. Nas pa niso napadali meščani, veliki frajerji s končanimi fakultetami iz Beograda, pač pa kmetavzi, ki se niso znali podpisati in niso nikoli prebrali knjige. In to uvidite, ko ubijajo, kako to počnejo in koliko zadovoljstva jim to povzroča. To so ljudje, ki so ubijali že pred vojno, morda le živali, a so razvili psihopatologije, kot je ubijanje z noži, kar je bil zaščitni znak četniškega gibanja. Natanko so vedeli, katero žilo na vratu je treba prerezati. Mi iz mesta o tem nismo imeli pojma. Mi to ne znamo, u gradovima se ne bavimo stočarstvom, pa nismo imali pojma, o čem se radi. A to je le uvod v 3 povode, zaradi katerih je nato odložil orožje za zmeraj. Ja sam tad pucao u čovjeka snajperom, promašio sam ga. U tom trenutku kad sam ga promašio, bio sam samo iznerviran što sam ga promašio, jer sam htio da ga ubijem. Z ostrostrelko sem streljal v človeka in zgrešil, kar me je takrat samo razdražilo, ker sem ga hotel ubiti. Druga stvar je bila, da sva s prijateljem v sovražnikov rov sredi dneva nastavila mine, a nanjo je stopil pes, ki nas je spremljal in bil edini ubit. I pas koji je s nama svaki dan se družio, on je aktivirao minu i on je jedini poginuo od te mine. Ja sam je namijenio neprijatelju, to jest ljudskoj sili, htio sam da ubijam ljude.
Namenil sem jo sovražniku, hotel sem ubiti ljudi, a sem ubil psa in v glavi se mi je odvrtel film o psu in človeku, ki sem ga hotel prej ubiti. Poleg tega pa sem se vrnil v bazo, kjer smo spali, prav v trenutku, ko so se pogovarjali o meni, češ, ali naj mi verjamejo, če pa nisem Bošnjak, kar je bilo z mojega zornega kota res povsem noro. Preglupo. I počelo se onda pozdravljati sa muslimanskim pozdravima u armiji. Ja sam operisan stvarno od religije bilo koje. Mislim, ne da imam nešto protiv toga, nego jednostavno nisam dio toga i jednostavno to nije ono za šta bi dao život, jer ne vjerujem u tu ideju uopšte. I onda sam shvatio da to prestaje da bude moj rat. Hkrati so se takrat začeli v vojski pozdravljati z muslimanskimi pozdravi. Jaz pa sem človek brez sleherne povezave z religijo, kot bi mi take vezi operativno odstranili. Ne, da imam karkoli proti, ali ne verjamem v to idejo in zanjo ne bi žrtvoval življenja. I onda sam otišao u ludnicu, napravio se lud. In tako sem dojel, da to ni več moja vojna, da so ostali po večini le še Bošnjaki, zato sem se naredil norega in odšel na psihiatrijo. Tam sem tako prepričljivo odigral, da so me sprejeli in me privezali na posteljo. Tam sem bil 11 mesecev, dokler me niso demobilizirali. Dok nisam demobilisan. Feđa Štukan je prvi Sarajevčan, ki mu je uspelo med vojno zatočišče pred vračanjem na bojišče najti na psihiatriji. S to sploh prvo vlogo v življenju, s katero je ukanil vsaj 10 zdravnikov, si je ne le rešil življenje, pač pa navdušil tudi prijateljevo dekle, takrat študentko igre, ki ga je spodbudila, da je odšel na sprejemne izpite in mu pomagala pri pripravi nanje. U međuvremenu sam par dana imao te monologe i vježbao sam ih po hodnicima tamo. To je tako najnormalnija stvar. Zapravo tamo se svi spremaju za prijemni, uopšte nisu ludi. Nekaj dni sem vadil te monologe po bolnišničnih hodnikih, to je tam najbolj normalna stvar. V bistvu se vsi le pripravljajo na sprejemne izpite, niso zares nori. Najbolj normalno je, da hodiš, glasno govoriš monologe, upiješ na namišljenega partnerja in tako naprej. Češ na partnera zamišljenog i tako. Se pošali Feđa Štukan, ki je na sprejemne izpite odšel v maminem spremstvu, saj iz psihiatrije ni imel samostojnega izhoda. In s kupljenim potrdilom o končanju srednje šole, saj jo je pri prvem letniku zapustil, ker je šel raje profesionalno igrati biljard. Kakorkoli, sprejemne izpite za igro je opravil, nekoliko pozneje pa dobil tudi potrdilo o demobilizaciji, in čeprav je v Sarajevu še divjala vojna, je z občutkom najsvobodnejšega človeka na svetu odšel na sprehod. Po naključju, mimo dvorane, v kateri je potekal koncert skupine, pri kateri je nekoč igral klaviature. Ta ga je povabila na oder in ker je bila takrat brez pevca, so se dogovorili za sodelovanje. Po 3 mesecih intenzivnega ustvarjanja in vaj so začeli nastopati po mestu in po najbolj neverjetnem naključju sodelovali s svojimi idoli. Britansko zasedbo Iron Maiden, ki je koncertirala v obkoljenem Sarajevu, seveda s takratnim pevcem. Bruce Dickinson je došao u Sarajevo. Bruce Dickinson je moj, da ne kažem idol, ne, obožavam njegov glas, stvarno sam ga slušao prije rata. V Sarajevo je prišel Bruce Dickinson. On je moj, ne bom rekel, ravno idol, pri njem obožujem njegov glas. Poslušal sem ga že pred vojno. Ob jazzu, ki je sicer moja najljubša glasba, sem imel rad tudi Iron Maiden. Ob tem, da je Dickinson eden najboljših vokalov, je tudi pilot potniških letal. Zame takrat ni obstajalo nič večjega od tega, tudi zdaj ne. Ne postoji ništa više od toga za mene. Ok, svaka čast neurohirurzima i onim svim u crnu tamo što rade u Ženevi, ali biti pilot je posebna priča. Vsa čast neurokirurgom in vsem, ki delajo v ženevskem CERNu, a biti pilot je druga zgodba. Odkar sem pri 2 ali 3 letih prvič letel z letalom, je bil pilot zame največja stvar. In Bruce Dickinson je pilot. Skupaj smo torej imeli koncert, sklenili prijateljstva, ki trajajo do danes. Sklopimo prijateljstva, koja traju i dan danas. Po koncu koncerta je k nam pristopil evangeličanski redovnik, povezan z Nemčijo, in vprašal, ali bi želeli v Nemčiji posneti album.
to je bilo decembra 1994, ko je vojna še trajala, nismo ga vzeli resno, ker se nam je misel oditi iz Sarajeva zdela neizvedljiva in nora. A začeli smo zbirati dokumente in potrdila, vsak jih je potreboval celo goro in je uspelo in mislim, da smo Sarajevo zapustili 10. marca 1995. To je bilo, mislim, 10. mart 94. godine. 95. Kar je po naključju pred skoraj natanko 30 leti. Ob tem Feđa Štukan preskoči desetletja in se spomni tudi nekaterih drugih sklenjenih prijateljstev s člani težkometalne skupine Iron Maiden. Z njimi so se sicer v živo srečali šele po 25 letih, ko so se člani te slavne zasedbe vrnili v Sarajevo prav zato, da bi o takratnem koncertu posneli, kot pravi Štukan, genijalen dokumentarni film o vojni in sarajevskem pogledu nanjo z naslovom Scream for me Sarajevo oziroma Kriči zame Sarajevo. Ako niste gledali obavezno Scream for me Sarajevo, to je najbolji dokumentarni film o ratu uopšte, a o nama iz Sarajeva, iz jednog sarajevskog gradskog ugla, kako smo mi vidjeli taj rat. To je genijalan film. S člani skupine Iron Maiden so po tem dokumentarcu ostali v stikih in ko so ti obiskovali Bosno, je njih in njihove družine vozil z letalom, sodelovanje pa so tudi razširili. Chris Dale će kasnije postati urednik moje knjige engleskog izdanja. Chris Dale je postal urednik angleške izdaje moje knjige in z Alexom Eleno bosta letos postala člana moje skupine. Sta že posnela bobne in bas za moj novi album. I već su mi snimili bubanji i bas na albumu koji treba da izađe. Po tem kratkem skoku v bližnjo preteklost spet prevrtimo zgodbo za četrt stoletja nazaj. Na trenutek, ko je fantom uspelo zapustiti obkoljeno Sarajevo, v Nemčiji posneti album in takoj razpasti, ne le kot skupina, pač pa tudi po človeški plati, saj so se začeli silovito drogirati. Mi smo odmah krenuli sa narkoticima čim smo izašli iz Sarajeva, ja i basista najviše. Čim smo zapustili Sarajevo, smo začeli jemati narkotike. Midva z basistom sva še posebej zašla, klaviaturist in bobnar pa sta ostala na lažjih drogah. A to nikakor ni bil moj najhujši čas. Občasno smo se sicer igrali s heroinom, a v glavnem je šlo za LSD in vse živo, kar nam je prišlo pod roko. Izbira je bila res velika, na voljo je bilo vse, nismo pa imeli hrane. Živeli smo tako rekoč na cesti. Najprej smo sicer imeli neko najeto stanovanje, ki ga sploh nismo plačevali, lastnik je prišel, da bi nas vrgal ven, pa se nas je usmilil in nam celo dal za hrano. Pozneje nam je le prinesel odpoved, da v mesec ali 2 časa, da bi se kje nekako znašli, a se nismo in smo končali dobesedno na ulici, se vozili z metrojem in vlaki, v upanju, da nas bodo nekje aretirali in odpeljali v zapor, da bi se lahko vsaj najedli. Na ulici doslovno vozikali se tamo po metrovu, po Ubanu, ne bi li nas ko zatvorio negdje, mislili smo da će nas privest pa da odemo u zatvor, da jedemo nešto. Na eni od postaj so srečali znanko, poznajše Feđevo dekle, ki jih je odpeljalo v stanovanje neke vrste skvot. Jedan hub recimo za sav kriminal, za svo podzemlje Frankfurta v tom periodu. To je bilo neke vrste vozlišče za ves kriminal in podzemlje Frankfurta v tistem času. Turki, Poljakinje, Maročanke, Maročani, vse živo se je tu dogajalo, vse vrste drog smo uživali. Tu su dolazili ljudi kad opljačkaju banku, dođu sa kesama para pa prebrojavaju. Sem so prihajali ljudje po ropih bank z vrečami denarja in preštevali gotovino. Na kupe je bilo nekih orodij za vlamljanje in učenje ter vaj, kako se uporabljajo. Ko so prišle nove prostitutke, so jih v tem stanovanju najprej preizkusili. Po mesecih brezdomstva, skvotanja in drogiranja v Nemčiji se je vrnil v že povojno, a uničeno Sarajevo in tam, še vedno med drogiranjem, nadaljeval študijem dramske igre. V nekaj naslednjih letih je po neverjetnem čudežu večkrat preživel klinično smrt zaradi predoziranja. Puno puta, mislim ja sam brojio negdje do 10 puta, kasnije više to nije bilo ni zanimljivo se broji, jer je to svakodnevnica bila. Pa od overdoza sam umirao. Doslovno, i nalazili su me uvijek ljudi, uvijek me neko nađe da me oživi i nekako me oživi i preživio sam to. Velikokrat štel sem
nekje do 10-krat. Potem pa ni bilo več zanimivo, ker je bilo skorajda vsakodnevno, da sem umiral od predoziranja. A so me vedno ljudje nekako našli in oživili in preživel sem. Velikokrat. Čeprav se je s smrtjo soočil neštetokrat, ta z njim očitno še ni imela dokončnih načrtov. Zdi se, kot bi ga vse skozi čuvala nevidna sila. Ostal je nepoškodovan, ko so bili ljudje tik ob njem ubiti. Slučajno se je le za hip umaknil, preden je usekala bomba. Ljudje so umirali, kjer je trenutek prej sedel še sam. V knjigi je dolg in pretresljiv seznam njegovih prijateljev, vrstnikov in znancev, ki so umrli v tistih časih, marsikateri zaradi drog. Feđa Štukan se strinja, da za večino narkomanov velja, da jih je do droge pripeljala kakšna travma. A na vprašanje, v kolikšni meri je med njegovimi bližnjimi to travmo povzročila vojna, presenetljivo odgovarja. Nikoliko. Ja bar znam po sebi, ne znam kod ostalih ljudi, možda se oni bore s tim stvarima, ali ja o ratu nisam razmišljal ni kad je bio rat. V nikakršni. Ne vem za druge, morda se bojujejo s tem, a zase vem, da o vojni nisem razmišljal niti takrat, ko je trajala, niti ne po njenem koncu, nikoli, niti nisem sanjal o kakšnem prizoru. Pravim, da sem imel neke vrste srečo, da sem res videl veliko tega. In potem se znajdete v podobnem položaju kot kirurg, ki vsak dan odpira človeško telo, vidi vse organe. Ali pa nekdo v mrtvašnici, ki mu je videti trupla ali dele telesa tudi najbolj običajna stvar. Toliko tega sem videl, toliko tega držal v svojih rokah, rok, nog, glav, črevesja, da mi preprosto to ni bilo več tuje. Toliko sam se toga nagledao, toliko toga sam u rukama svojim prenio, nogu, ruku, glava, crijeva, da jednostavno više nisam, jednostavno ne predstavlja mi to ništa. Tako med vojno, kot v obdobju nenehnega drogiranja, je tudi sam nekajkrat skoraj umrl. Ob njem je umiralo na stotine ljudi, tako najbližjih vrstnikov, znancev in prijateljev, kot popolnih neznancev, katerih dele telesa je držal v rokah. Vendar mu je zares v temeljih življenje spremenila neka smrt, ki ni bila povezana ne z vojno in ne z drogami. In o njej še skoraj četrtletje pozneje zadržano govori. To je malo... Ma dobro, mogu da pričam 24 godine prošlo. To je bio 5. februar 2001. Svoju djevojku sam zatekao mrtvu u kadi. Po vseh teh letih o tem zmorem govoriti. 24 let je minilo, bilo je 5. februarja 2001. Svoje dekle sem našel mrtvo v kadi. Umrlo je zaradi zadušitve z ogljikovim monoksidom in takrat se je moje življenje popolnoma spremenilo in zašlo v črno in mračno obdobje. Čeprav sem bil že kakšnega pol leta brez heroina, sem se znova vrnil k njemu. Padal sem v najgloblje črnine, tako globoke, da so bili tiste knjige in filmi o heroinu, ki smo jih takrat prebirali in gledali, kot lahkotna komedija v primerjavi z mojim življenjem. Življenjem na samem popolnem dnu. Ne vem, ali mi ga je uspelo v knjigi vsaj približno verodostojno prikazati. Ne znam, da li sam uspio i približno da ga dočaram u knjizi taj period. Bolečino je mesece dolgo blažil z alkoholom in drogami. Kot opiše v knjigi, je za drogo ukradel kogarkoli. Tudi ljubljenemu detku je ukradel denar, prihranjen za pogreb. Ker je imel vene že popolnoma uničene, si je droge ubrizgaval v vrat, v čelo, v dlani, v podplate, celo v penis, da je bil ta ves marogast od ubodov. Drogiral se je kjerkoli, nenehno, v smrtonosnih količinah in v najhujših časih tudi do 30krat na dan. In ko se je zdelo, da bo dekletova smrt povzročila tudi njegovo, mu je življenje rešilo rojstvo deklice. To je čerka od moje sestre koja se rodila. Sestra me zovnila da budem s njom u porodilištu. To je bila moja nečakinja. Sestra me je prosila, naj jo spremim v porodnišnico in tam so babice in sestre mislile, da sem jaz oče, zato so mi prinesle deklico zabito v plenico in mi jo dale v naročje. Jaz pa sem bil takrat narkoman v heroinski krizi, ki sem sestro pospremil, ker sem menil, da je vseeno, ali sem v krizi doma ali v bolnišnici. In v tej krizi tam na hodniku so mi dali tega otročka. Prijel sem ga s temi rokami, ki so bile od obodov modre, zelene, črne, vijoličaste, modre, vseh barv. Tad vjerovatno sam
shvatio da zbog tog djeteta hoću da nastavim da živim. Nekako me bilo stid da joj neko sutra kaže imala si ujaka, umro je od raka ili nešto izmisle tako u saobraćajnoj nesreći. Samo da ne kažu zbog čega stvarno. Takrat sem dojel, da želim zaradi tega otroka živeti. Bilo me je sram, da ji bodo rekli, da je imela strica, ki je umrl od raka ali v prometni nesreči, da ne bo treba povedati resnice. In zaradi tega sramu sem se tam in v tistem hipu odločil, da se bom očistil drog. Takrat sem igral v filmu Gori vatra, Pjera Žalice. Vlogo sem že dobil in sem vedel, da se zdaj ne morem odvajati, zato sem počakal na konec snemanja, se zaprl v sobo, tam 15 dni kričal in to je bilo moje zadnje drogiranje. Tega je zdaj že več kot 22 let. A sem ob koncu drogiranja postal alkoholik in bil na to 5 let težak alkoholik. S tim, što sam na kraju drogiranja postao alkoholičar, pa sam bio 5 godina teški alkoholičar posle toga. To, kako je takrat brez krize za vselej presekal z vsemi, tudi najtršimi drogami, pozneje pa še z alkoholom in bi, kot pravi, lahko popolnoma brez skušnjav danes delal v tovarni heroina, se zdi res neverjetno in najbrž zmorejo to le redki. No, dolgoletni zasvojenec Feđa Štukan meni, da to zmore pravzaprav vsakdo. Pa ja mislim da može. Ja mislim da može, samo ljudi imaju pogrešan pristup. Mislim, da lahko le da imajo napačen pristop. Zdaj veliko gostujem po klinikah za odvajanje, srednjih šolah in fakultetah, prek družabnih omrežij sem v stikih z ljudmi, ki so v procesu odvajanja, svetujem jim, kaj naj naredijo, ko jih spet zagrabi, da bi se zadrogirali, tu jih znam umiriti. Vem, da se je po branju te knjige veliko ljudem uspelo upreti heroinu, pa tudi kockanju, alkoholu, cigaretam in vsem možnim odvisnostim. Ali znam da se puno ljudi skinulo iz heroina i sa kocke, i sa cigareta, i sa alkohola, sa svih mogućih ovisnosti nakon čitanja knjige. Seveda ne vem, ali tako tudi ostane, ker se mi ne oglasijo več oziroma se le redki. Super primer je iz Italije, kjer je brezdomec na heroinu čez dan skušal nekje napolniti mobilni telefon, da sva lahko bila ob večerih v stiku. Uničil je svojo družino, ki je ostala v Srbiji. Zdaj pa je zaposlen, ima stanovanje v Italiji, žena in otroci ga obiskujejo in on njih. Življenje si je popolnoma uredil in takih primerov je res veliko. Ne vem pa, ali bo morda po 5 letih spet zašel v drogiranje. Sad, da li će on sad posle 5 godina opet krenuti, to ne znam. In kako to, da se sam ni vrnil k drogam? Ja ne znam kako to da vam objasnim. Ja sam donio odluku. Ne vem, kako naj vam to pojasnim. Odločil sem se tudi že kdaj prej, a ni šlo za enako odločitev. Pri prejšnjih sem si mislil, zdaj se bom odvadil, ampak ne morem pa reči, da se ne bom nikoli več. Ljudje smo pač takšni, vedno sem pustil priprta vrata, skozi katera sem se lahko vrnil. Ko sem se odvajal nazadnje, pa sem vedel, da je to zadnjič. Ljudje okoli mene so potrebovali 5 let, da so to dojeli. 5 let so mi vsak dan ponujali heroin, česar prej nikoli niso počeli. In nikoli več mi ni prišlo na misel. Meni kad to padne na pamet, a to mi padne na pamet uvijek kad uđem kod mame u WC, gdje sam to uradio najviše vjerovatno puta u životu, ja se naježim, stresam se od količine gadosti koje osjećam. I to je jedino kad pomislim na heroin. Na heroin pomislim le, ko pri mami vstopim v WC, kjer sem se največkrat drogiral, takrat se ves naježim, prav strese me, tako se mi gabi. In samo takrat pomislim na heroin in vedno je odvratno. Na heroin sploh nimam lepih spominov, vse je le črnina in smrt. Morda so bili lepi trenutki na začetku, a sem na to zdavnaj pozabil. Možda je bilo lepih trenutaka na početku, ali to se zaboravilo davno. Zanimivo je, da so se mu oglašali tudi taki bralci, ki so se z njegovo pomočjo ozdravili nacionalizma. Feđa Štukan trdi, da zato, ker je pot do ozdravitve enaka, saj je tudi nacionalizem le kemični proces. Ko v knjigi in številnih intervjujih govori o nacionalizmu, mržnji in razlogih za vojno, je izjemno oster in neposreden. Zapisal je, da so bili njegovi nadrejeni v vojni le majhne skupine kriminalcev, razpečevalcev in zasvojencev, ki so bile tam zato, da bi pokradle kar se da in pobile čim več ljudi. In ubijale so ne le brez težav, ampak celo z užitkom.
Med drugim je zapisal, citiram: "Označevali smo teritorij za ropanje, dobro zakamufliran z religijo in patriotizmom, zaslepljen z mržnjo. Iz mene pa so ustvarili hipnotizirano opico, pripravljeno ubijati za bogate." Ovi na vrhu znaju zašto se vodi rat. Samo je njima jasno zašto se vodi rat. Oni dobro znaju. Samo tisti na vrhu vedo, zakaj vojna, dobro vedo. In vse gre po njihovih načrtih. Nam spodaj pa to vse deluje kot kaos, a to sploh ni kaos, je zelo dobro organizirano. Vse gre po dogovoru, računi se polnijo po dogovoru, kdo komu kaj prodaja in komu po koliko, kdo komu kaj odstopa in kaj daje. Vse je le posel. Mi spodaj pa si lahko izmislimo, da se borimo zaradi nacionalizma ali religije in tako naprej. Vsak se oprime kakšne svoje zgodbe, kot so ga naučili na televiziji, kot so tudi mene. Verjel sem, ker z 18 leti nisem mogel vedeti, da je še kaj pod površjem. Zato vas v vojsko tudi vpokličejo pri 18 letih. Zato vas zovu s 18 godina v vojsku. Feđa Štukan se veliko ukvarja s tem, kako pomembno je, katera informacija najprej pride do ljudi, saj se tista pogosto usidra kot temeljna resnica. In meni, da so ljudje pred balkanskimi vojnami ideje nacionalizma tako zelo posvojili prav zato, ker so po desetletjih ateizma v Jugoslaviji te takoj stopile na njegovo mesto in jih sprejeli kot najvišjo resnico. Kako da izbijete nekome, da biti Slovenac, Hrvat, Bosanac nije bitno zapravo. Kako bi jih zdaj prepričal, da je za civilizacijo, za vesolje, za materijo, za karkoli nepomembno, ali si Slovenec, Hrvat ali Bosanec? To je izmišljotina, ki so jo naredili, da vas ločijo v skupine. In če ste naredili le eno skupino, sodijo preostali v drugo in ko imate dve skupini, je to dovolj za konflikt. Ker ti dve skupini ne komunicirata, pač pa le razmišljata, ali je druga skupina želela storiti kaj slabega. Tako razmišljajo oboji. Potem pa nekdo reče, da jim bodo ti drugi zagotovo kaj storili. Takrat nastopi strah. In če jim kdo takrat da orožje, imate dve skupini, imate sovraštvo, imate orožje in se lahko mirno umaknete in gledate nadaljevanje, ker veste, kaj se bo zgodilo. Vi možete da se izmaknete i da gledate dalji nastavak toga, a dalji nastavak znamo. Knjiga Blank, ki je doslej išla že v več kot 64.000 tiskanih izvodih in je bila prevedena v več jezikov, si vse bolj utira tudi pot med mlade. Postala je del obvezne literature na univerzi Goldsmiths v Londonu, Feđa Štukan pa z njo vse pogosteje obiskuje tudi šole na območju nekdanje skupne države. Prav v vsaki šoli knjigo podari vsem učencem, da jo lahko preberejo in o njej nato skupaj debatirajo. In nad razmišljanjem mladih, ki jih sicer pripovedi očetov in dedkov o vojni niti približno ne zanimajo več, je milo rečeno navdušen. Najbolj prav nad tem, da jih stvari, ki so zanetile uničujočo vojno, med njimi tudi nacionalizmi, vsaj po njegovem mnenju, niti slučajno ne nagovarjajo več. Sarajevski filmski in gledališki igralec Feđa Štukan, nedeljski gost Vala 202, ima sicer res da za sabo svojo lastno, skoraj filmsko zgodbo o preživetju na fronti, psihiatriji in v dolgoletni intenzivni odvisnosti od najrazličnejših drog, a je tudi igral v številnih filmih in nadaljevankah, in to celo z oskarjevci in številnimi svetovnimi filmskimi zvezdami. V že omenjenem Gori vatra oziroma Gori režiserja Pjera Žalice, potem pa doma skoraj 20 let ni snemal omembe vrednih vlog. Si je pa ustvaril izjemno kariero v Hollywoodu. Pa jedan jedini način je da se dođe do hollywoodske produkcije, to je izađeš na casting i dobiješ ulogu. Ne postoji druga opcija tamo. Samo en način je, kako se prebiješ do hollywoodske produkcije A. To je casting oziroma audicija in dobiš vlogo. Ni druge možnosti, ne gre brez tega. Res sem igral z velikani tega posla, ki sem jih že prej zelo cenil, potem pa sem dobil priložnost zaigrati z njimi. Od Garyja Oldmana, Benicia del Tora, Brada Pitta, Angeline Jolie, igral sem s Timom Robinsonom, Benom Kingsleyem, ne vem s kom še, pozabil sem. Nikoli nisem bil neka zvezda, ki bi jo po filmskih vlogah prepoznavali na letališčih, še zamaskiram se, da me težje prepoznajo. Jaz ne bi zmogel biti zvezda. Kolikor sem to spoznal, rečem vsem, ki jim zavidajo in bi radi bili zvezde, naj pazijo, česa si želijo,
ker je takšno življenje groza. Groza. Jer takav život je užas. Užas. Za mene to je pojam horor filma, pojam propalog života. Možete imati milijone s kojima ne možete otići u samoposlugu da kupite nešto. Nemate nikakvu više slobodu kretanja koja je meni najbitnija stvar u životu, moglo bi se reći. Zame je to pojem grozljivke, sinonim za propadlo življenje. Lahko imate milijone, pa ne morete v trgovino po nakupih. Nimate nikakršne možnosti za svobodo gibanja, ki je zame tako rekoč najpomembnejša stvar v življenju. Brez nje življenje nima smisla, ne glede na to, da prinaša veliko denarja. Ko mene doleti kak večji hollywoodski honorar, sem naenkrat ves izgubljen, ne vem, kaj bi sam s seboj. Lahko pa si predstavljam, kako je, ko dobiš 20-milijonski honorar. Sploh se ne želim ukvarjati s takimi stvarmi. A mogu misliti kakav je kad te zvekne honorar od 20 milijona. Mislim, ne želim se bavim tim stvarima uopšte. In četudi je igral svetovno hollywoodsko elito, mu je intimno največ pomenilo, da je lahko igral z največjimi jugoslovanskimi zvezdami, kot sta Bogdan Diklić in Dragan Nikolić. Imeni, ki mlajšim ljubiteljem filma najbrž ne pomenita nič več. Pa to su moji heroji iz djetinjstva. To su moji glumci moje mladosti. To su moji otpisani maratonci, najjači film ikad snimljen. To so heroji mojega otroštva, igralci moje mladosti, to so moji odpisani, pa maratonci, najboljši filmi kadarkoli posneti. Ko so mi rekli, da z Bogdanom Diklićem igram v istih prizorih, me je dobesedno spodsekalo. Skoraj sem umrl od strahu, pa pozneje z Draganom Nikolićem, čeprav je bil strah že manjši, ker sem z Diklićem prebil let igranja z velikimi zvezdami. Majčkeno dozo strahu sem občutil nekaj prvih dni, ko sem začel delati z Angelino Jolie, no, po sodelovanju z njo in z Bradom Pittom pa je za zmeraj izvenel kakršen koli strah. Ko ob meni stoji Gary Oldman, mi je popolnoma enako, kot če ob meni stoji kolega iz sarajevskega gledališča. Popolnoma sem izgubil kakršen koli občutek, da so kaj več od mene. Pravzaprav sem dojel, da so to ljudje kot mi, da imajo podobne človeške in igralske dileme v kadru, kot jih imam sam, da ni nikakršne potrebe, da jih gledam kot pomembnejše ali večje od sebe. Edina razlika med nami je, da so oni bolj posvečeni svojemu delu. Ko se zdaj ukvarjam z vlogo, se z njo ukvarjam tako, kot so me naučili oni. Od njih sem se naučil, da je to pri igri najpomembneje. Oni nikoli niso dovolili, da imajo v filmu kak slab kader. To je vse. Ti ljudi sebi nikad nisu dozvolili, da imaju loš kader u filmu. To je kraj priče. In četudi je Feđa Štukan videti kot nekdo, ki se mu je hollywoodska kariera zgodila skoraj naključno in ni nekaj najpomembnejšega v njegovem življenju, njegov uspeh nikakor ni zanemarljiv. In o tem, da so tudi največji prepoznali njegovo nadarjenost, govori tudi drobna anekdota, v kateri nastopa eden največjih ameriških režiserjev, Terence Malick. Ja njega volim stvarno ko režisera, ali njegova produkcija me zove i kaže honorar ti je toliki, da ne govorim sad. Kot režiserja ga imam res rad. Klicali so me iz njegove produkcije in ponudili neki honorar, ki je za naše razmere sicer v redu, a v primerjavi s honorarji, ki jih tam prejemam sicer, je bila to miloščina. Zato sem rekel producentu, naj me ne kličejo več, ker me s tem žalijo. Znova so me poklicali in znova sem jih zavrnil. In na to me je poklical Terence Malick in rekel: Zdravo, Terry, ovdje Feđa je samo na engleskom. Ko je Terry? Ko je Terry? Terence Malick. Ja kontam, koli bi mogao ovo biti sada, ko zna da sam odbio film. Hej, Feđa, Terry tukaj. Vprašam, kateri Terry? Terence Malick. In razmišljam, kdo neki ve, da sem zavrnil film in se zdaj šali. Emir Hadžihavizbegović sicer običajno pripravlja take potegavščine, a on ne govori angleško. In medtem, ko razmišljam, kdo se šali z menoj, reče: Ne, ozbiljno, Terence Malick, ja vas zovem za film. Res, Terence Malick sem, kličem zaradi filma. On je namreč casting za ta film pripravljal 10 let in že takrat si je mene zamislil v eni od vlog. Rekel je: v tej vlogi ne vidim nikogar drugega, prosim vas, sprejmite jo.
Igra tudi Ben Kingsley in ko boste prispeli na snemanje v Maroko, ga že iz letališča pokličite in vprašajte, kakšen honorar dobi. Če bo le za $1 višji od vašega, se obrnite in se vrnite z naslednjim letalom. In sem mu rekel, pridem, a bom to res storil. Seveda ga nisem mogel več zavrniti. Na snemanju pa sem seveda Kingsleyja takoj vprašal, kakšen honorar dobi, in je rekel, vsi imamo isti honorar, vprašaj kogarkoli. Tudi mi smo se sprva pritoževali, a imamo vsi enak honorar. Kaže, svi imamo isti honorar. Pita, koga hoćeš, i mi smo pizdili na početku, ali imamo svi isti honorar. Srečanje z Bradom Pittom in Angelino Jolie, ki sta bila takrat še par, pa mu je bolj kot pri igranju ali zasebno, sta namreč botra njegovih hčerki Aji, prineslo prelomnico v pisateljskem delu. Na njuno pobudo je namreč začel pisati osnutek filmskega scenarija, a trenutno kljub nekaj ponudbam snemanja filma ali nadaljevanke še ni na obzorju. Je pa po 9 letih pisanja njegova avtobiografija izšla v obliki knjige, ki ima večpomenski naslov Blank, prazna stran. In Štukan ob tem dodaja še eno zanimivo anegdoto. Angelina mi je poklonila iPad, da bi mogel da pišem ovo, Blank, koji se tad nije zvao nikako. Angelina mi je podarila iPad, da bi lahko pisal ta Blank, ki takrat še ni imel imena. Ko odprete aplikacije za pisanje, je tam ikona za prazen list papirja, pod katero v angleščini piše blank, torej prazna stran. Na njo kliknete in pišete. Ko sem napisal kakih 30 strani, sem jima jih poslal, naj prebereta. Še vedno pa ni bilo naslova, zato je pisalo blank. I onda sam to pročitao, rekli, ovo je wow, ali ime ti je genijalno. Ko je rekao ime? Blank. Ko sta prebrala, sta rekla, wow, pa tudi naslov je genijalen. In sem se vprašal, kakšen naslov neki. In se spomnil, blank. In ko sem pozneje videl, katere pomene vse lahko ima ta beseda, vsak del knjige bi lahko imel kakšnega od teh pomenov, drugo ime za to knjigo preprosto ni bilo več mogoče. Ki jednostavno nije više bilo drugog imena za to knjigo osim Blank. Tanka črna knjiga, v kateri je strnjen svet brutalnega narkomanstva, vojne, razmišljanja o nacionalizmih, teritorialnosti, religijah in življenju, opisuje tudi njegov aktivizem. Feđa Štukan je bil kar nekajkrat pobudnik velikih protestov, v katerih je poskušal skupaj s somišljeniki izboljšati zakonodajo, predvsem v prid bolnim otrokom, in to potem opustil, predvsem zaradi razočaranja, ker so ljudje protestnike pogosteje videli kot ljudi, ki motijo promet na sarajevskih ulicah, kot da bi razumeli, da se bojujejo za ranljive, ki se sami ne morejo braniti. Zdaj pomaga le še z zasebnimi donacijami. Morda bi se njegovo življenje obrnilo drugače, če bi znal podjetneje ravnati s tehničnimi izumi, ki so se mu porodili v različnih priložnostih. Z enim takih, samodvižno straniščno desko, za katero je izdelal tudi načrte, je nekdo na drugem koncu sveta nekaj let pozneje silno obogatel. Podobno se je zgodilo z napravami za proizvodnjo elektrike iz morskih valov. Knjiga Blank se konča z ganljivim posvetilom hčerki Aji. Ta sicer knjige o očetovi življenjski zgodbi s številnimi do obisti iskrenimi in razgaljajočimi priznanji še ni prebrala. Feđa Štukan pa pravi, da od njenega rojstva še bolje razume, kaj so pred desetletji preživljali njegovi bližnji. Tad mi nije bilo briga. Tad mi nije bilo briga šta neko drugi misli. Bilo ko. Ni moja mama, ni moja sestra, ni bilo ko. Jer tad jednostavno postoje prioriteti drugčiji. Ne zanima vas. Vi te ljude vidite kao prepreku da dođete do heroina. I više ih mrzite nego što ih volite. Takrat mi je bilo vseeno, kaj kdorkoli misli, niti moja mama, niti sestra, ker takrat so prioritete drugačne, ne zanima vas. Te ljudi vidite kot prepreko na poti do heroina, bolj jih sovražite, kot pa jih imate radi. Vem, da je grozno gledati svojega otroka, kako vam umira pred očmi, pa ne morete ničesar spremeniti. To mi je bilo jasno že takrat, a mi je bilo vseeno. Seveda pa kot oče to popolnoma razumem in ne vem, kaj bi sploh naredil, če bi izvedel, da je poskusila heroin. I ne znam stvarno šta bi uradio i kako bi se postavio kad bi čuo da je ona probala heroin.
Feđa Štukan je v Bosni in Hercegovini in sploh na območju nekdanje Jugoslavije zelo prepoznaven, tako po vlogah v serijah in filmih kot po knjigi Blank. V intervjujih ga včasih prosijo, naj prebere posvetilo hčerki zapisano na koncu knjige. Kako bi ga najbolje strnil? Jedna jedina uputa, jedna riječ koju sam njoj napisao, predzadnja rečenica u tom tekstu koji sam njoj posvetio, kaže uživaj. To je smisel. Edino navodilo, edina beseda, ki sem ji jo napisal predzadnji stavek v tem posvetilu, je uživaj. To je smisel. In to je res smisel življenja. Nikakršnega cilja nimamo, niti smisla. Življenje samo po sebi je smisel. Smisel življenja je življenje, nič več od tega. In ko to sprejmete, ko nehate iskati neko globino, ki je niste dorasli, se pa egocentrično vidite kot najpomembnejše bitje, ki da ima neko misijo, da bo Bog ve kaj naredilo na tem planetu, ne bo. Ničesar ne bo naredilo in nespametno se je s tem ukvarjati. In vidimo, da ljudje s tako mislijo ustvarjajo največje težave na tem planetu. Uživati u svakom zalogaju hrane, u svakom pogledu, u svakom zalasku sunca, svaki dan. Uživati v vsakem zalogaju hrane, v vsakem pogledu, v vsakem sončnem zahodu, vsak dan. Vsak dan se zbudim srečen, da sem se sploh prebudil in ko vidim, kaj vse sem že naredil v tem življenju in ko vidim spečo hčerko, vem, da nimam nikakršnih težav. Jaz že živim toliko dodatnih življenj, ki naj jih ne bi, da sem zelo hvaležen vsako jutro, ko odprem oči. Samo zato, ker sem jih sploh odprl. In to je to. To uvijek kad vozim motor, osjetim miris lipe i pomislim, obožavam taj miris, koliko ću samo još malo puta ovaj miris u životu osjetiti. Vsakič, ko se vozim z motorjem in zavoham vonj po lipi, ki ga obožujem, pomislim, kako malokrat v življenju mi ga bo še dano občutiti. Ni pomembno. Smrt ne boli, to je pomembno, da se naučimo, da na onem svetu ni trpljenja, ker onega sveta ni. Vse, kar imate, je zdaj. In tega ne zapravite, kot sem jaz zapravil čas za nepomembne zadeve. Čas pa je edino, kar imamo in imamo ga tako pošastno malo. In vsak dan mora biti kar se da izkoriščen. Apsolutno jedina stvar koju imamo svoju, to je vrijeme, a imamo ga tako stravično malo na ovoj planeti. I svaki dan mora biti iskorišten do maksimuma. Sam že vrsto let posveča ves svoj čas predvsem padalstvu, letenju z žirokopterjem in vožnji z motorjem, ki je njegovo najpogostejše prevozno sredstvo tudi za zelo dolge razdalje. Vrsto let je tudi predajal inštruktorsko znanje v letalski šoli. In še posebej čas v zraku, ki izjemno intenzivira občutek za tukaj in zdaj in za občutek svobode, mu pomeni izjemno veliko. Opremljen z bogatimi izkušnjami prepričano trdi, da je letenje veliko boljša droga od katerekoli druge. Puno bolja. Veliko boljša. Skakanje iz letala, vožnja z motorjem. Sem res motorist za ekstremne razdalje, ne poznam nikogar, ki bi letno naredil toliko kilometrov. Ta vrsta sprejemanja informacij, pogleda, ki ga imate, občutka vetra na koži, ti vonji, včasih tudi smrad, ki ga zaznavate, vse to je na neki meditativni ravni bistveno boljše od droge, neprimerljivo. Če vam pod roke prej pride droga, kot pa te izkušnje, vam lahko rečejo, da je droga kot letenje, a v resnici ni niti blizu občutkom, ko zares letiš. Jednostavno, ako niste to probali, a droga vam prva dođe pod ruku, kažu vam, to ti je kao da letiš. Pa jest kao, ali ne ni blizu toga kao kad stvarno letiš. In ob vsem, kar je doživel, preživel, ob neštetih svetovnih zvezdah, s katerimi je tudi prijateljeval, po neštetih intervjujih, ki jih je že opravil, se zdi, da za sarajevskega igralca in pisca izjemno uspešne avtobiografije Blank, Feđo Štukana, gostovanje na Valu 202 vendarle ni bilo še ena obveznost. Feđa Štukan, v čast mi je bilo, da ste bili nedeljski gost Vala 202. Hvala puno, mislim, iznenađen sam, stvarno prijatno. Bilo mi je čast, hvala.